kakšno je vaše mnenje o zadnji aferi glede arbitražnega sodišča? Gre za nepotrebno epizodo v tej sicer zelo tvegani zgodbi. Kot veste, mi smo podprli arbitražnega sporazuma, smatrali smo, da bi se morala Slovenija s Hrvaško dogovoriti o meji prej, prednje je Hrvaška stopila v Evropsko unijo. To bi bilo povsem mogoče. Žal se je takratna vlada odločila za tvegano pot arbitražnega sporazumevanja oziroma arbitraže, ki pa zdaj, kot kaže, zaradi nespretnosti slovenskih akterjev ogroža, oziroma so zdaj zaradi nespretnosti slovenskih akterjev ogroženi neki potencijalni dosežki v korist Slovenije, če to, kar pač zadnje čase beremo, drži. Še vedno pa seveda obstaja dvom, ali se dejansko za Slovenijo nakazuje tako dobra rešitev, kot naj bi zdaj, glede na vse te prisluhe in to, kar je prišlo v javnost, večina slovenske javnosti mislila. Tukaj bi jaz opozoril na previdnost, ker arbitraža še ni končana in doslej še ni bilo primera, po mojem mnenju, pri takšnih arbitražah, ker bi ena stran dobila vse. Vedno je šlo za nek kompromis in dvomim, da bo na koncu, tudi če ta zaplet ne bo Sloveniji ostal ničesar, vsi ta rezultat pozdravili. Torej jaz bi počakal do decembra. Vlada mrzlično išče nadomestnega člana arbitražnega sodišča. Kakšen je predlog SDS? Slovenija ima nekaj izkušenih mednarodnih pravnikov, članov recimo Mednarodne komisije za pravo, in če bi te predloge poslušali na začetku, takrat, ko se je arbiter slovenske strani imenoval, najbolj te afere sploh ne bi bilo. Tako da je zdaj priložnost za popravni izpit, vprašanje pa je, kakšna bo cena. Se strinjate z vlado, da pač vlada imenuje, da se spremeni zakon, oziroma da gre se hitri postopek imenovanja? Oziroma, recimo, omenja se dr. Petrič iz Ustavnega sodišča, je to za vas spremljivo? Dr. Petrič je član različnih mednarodnih teles in ima zagotovo največ tovrstnih izkušenj, in če bi bil že na začetku predlagan, bi ga verjetno podprli, tako da s tem mi nimamo težav. Veliko vprašanje pa je seveda, kaj bo v tem času, ki je še na razpolago, če se bodo držali tega roka, da bo rezultat razglašen decembra oziroma konec tega leta, ta arbiter sploh še lahko naredil. Verjetno je bila neka priložnost tukaj zapravljena, ker, kot se zdaj nakazuje iz vseh teh podatkov, ki cirkulajo v javnost, je vendarle vloga enega od 5 sodnikov zelo pomembna. To je zelo pomembno, lahko je pri posamičnih vprašanjih, ki so odprta na meji, to celo ključna stvar. Zdaj, kar se same procedure tiče, seveda vlada v neprijetnem položaju. Po eni strani imamo situacijo, ko je bil sedanji oziroma dosedanji član arbitražnega sodišča imenovan na podlagi zakona v državnem zboru in je celotna slovenska pravna stroka takrat bila enotna, da mora državni zbor imenovati arbitra. Zdaj pa ta ista stroka pravi, da to ni treba. Tako da je zadeva nekoliko čudna. Res pa je, da v tem primeru morajo skrajšati roke, ki so določeni v zakonu. Tako da je še vseeno mislim, da bi zato, da ne bo to neka dodatna blamaža nazven, ker vsi vedo, kako je bil prvi arbiter imenovan, tega moral imenovati državni zbor, vendar bi moral seveda kršiti te roke, ki so zapisani v zakonu. Pa tudi, če bo vlada to naredila mimo tega, zdaj zaradi te izjemne situacije, to kakšen zelo velik greh ne bo, tako da mi iz tega ne bomo delali velikih problemov, mislimo pa, da bi bilo bolj pravilno in bolj higienično, če bi se ubrala pot, kot je določeno zakonodajo. Mislite, da Hrvaška, ki grozi, da bo lahko izstopil, glede na to, da je seveda na osnovi tega sporazuma, pristopa k temu arbitražnemu sporazumu, pravzaprav prišla v Evropsko unijo, zdaj pa hoče izstopiti iz tega. Mislite, da je sploh to možno? Jaz mislim, da pravno formalno izstop ni možen, ker sam sporazum to onemogoča. Seveda pa lahko vsaka stran
se lahko vsaka stran odloči, se pravi, bodi si Slovenija, bodi si Hrvaška, da arbitraža ne bo spoštovala. To pa je suverena odločitev vsake države, ki seveda za sabo potegne določene posledice in mednarodne implikacije, vendar pa praktično država niče ne more prisiliti, da spoštuje takšno odločitev, če tega dejansko noče in če je krog tega nek politični konsens v državi. Vendar jaz upam, da bo Hrvaška spoštovala tisto, kar so sprejeli v Saboru in kar so podpisali. Nazadnje bi obratno, se pravi, nespoštovanje predstavljalo, da smo prišli z dežja pod kaplje, da ni ničesar od tistega veličastnega dne in da se je spor na mestu, da bi se rešil, še poglobil. Še eno stvar, ki ste jo že omenili v govoru, pravzaprav ta kontekst tega dogajanja, v bistvu obisk v Moskvi oziroma obisk na paradi v Moskvi, potem prihod predsednika vlade jutri v Ljubljano in še nekatere odpoved v bistvu sodelovanja Slovenije na vojaški paradi v Zagrebu. Mislite, da je to tisti kontekst, v katerem se je pravzaprav to prisluškovanje zgodilo, ali da so pravzaprav Hrvati sami poskrbeli za to, da so prišli do teh prisluhov, ali gre za nek širši kontekst celotne zgodbe? Mislim, čisto. Ni nujno, da gre za širši kontekst, lahko gre samo za ta arbitražni sporazum, ker je to tema, ki je samo po sebi zelo pomembna, oziroma je strateška. Vendar pa vse to, kar ste naštevali, se pravi te incestne povezave med Ljubljano in Moskvo in ravnanje slovenske politike na področju znanih odnosov, ki je v nasprotju ali pa vsaj mimo teh nekih dogovorjenih poti in odnosov in smernic na evropski ravni in v NATO, to Slovenija postavlja po nepotrebnem, nehvaležnem položaju. Obstaja ena beseda za to, kar se počne z slovensko znanje politika, to pa je nekredibilnost. Slovensko znanje politika je s takšnimi potezami nekredibilna, nekaj obljubiš, tega ne narediš, nekaj govoriš v Bruslju ali pa vsaj molče to sprejemaš, potem pa se tega ne držiš. Dogovor je, da so odnosi med Evropsko unijo in Rusko federacijo seveda omejeni na najnujnejše, dokler veljajo sankcije, to je samo po sebi razumljivo. Sankcije niso bile uvedene zaradi nekih okusov primenljivih, ampak zaradi agresije in vojne, ki poteka na vzhodu Ukrajine, kjer ljudje vsak dan umirajo. In kršenje teh principov seveda država postavlja nek položaj, ko potem tudi na drugih področjih, na drugih temah nima močnih zaveznikov. Slovenija bi jih pa potrebovala. Še eno stvar, samo še zadnje vprašanje, če lahko. Kjeri teoriji, kdo je pravzaprav te prisluhe naredil, dajete največje možnosti? Zadnjič je bilo rečeno, da je 8 možnih virov. A so to posneli Avstrijci, takrat, ko je bil gospod arbiter v Avstriji, ali je to bilo posneto pri nas, ali mislim, glede na to, da veste, kako delujejo obveščevalne službe. Jaz mislim, da je to praktično nepomembno ali pa zelo malo pomembno. Mislim tudi, da je bilo to posneto večkrat, ker vsa elektronska komunikacija v digitalnem svetu se strani močnejših obveščevalnih služb, svetovnih obveščevalnih služb snema. To ne pomeni, da se tudi posluša, ampak to računalniki shranjujejo in ko je potrebno, potem preko ustreznih besed iščejo različne pogovore, vere, tako da lahko kakšna takšna stvar, ki čez 10 let postane aktualna, se to je shranjeno, danes računalniški spomin ni več tak problem. Tako da, gledajte, to je po moje nepomembno, bolj zaskrbljujoče je to, da recimo slovenska stran ima nekih resnih podatkov o tem, kako je potekala pa komunikacija med hrvaškim arbitrom in hrvaškim ministrstvom za zunanje zadeve, ker če bi te podatke imeli, bi lahko ta pritisk enostavno uravnotežili in čez 3 dni bi afero vsi pozabili. Ja, vemo, da je spal na ambasadi, oziroma deloval na ambasadi arbiter. To pa je to šlamastično vodenje ne samo slovenske znanje politike, ampak državne politike nasploh. Tisti, ki so pravzaprav državo dobili podarjeno, niso nič dobili za njo, se v skladu s tem tudi obnašajo.
dobrodošli pozvali kot stoparjavca? No, se mislim, da je bilo higienično. Mi namerno, takoj ko je ta afera izbruhnila, nismo želeli tukaj zaostrovati in Slovenijo postavljati še v nek slabši položaj. Zdaj pa tako je jasno, da se bo arbitraža nadaljevala, da tukaj ne bo tako drastičnih posledic, kot so nekateri pričakovali. Mislim, da je čas, da se spregovori tudi o odgovornosti. Ne samo za ta konkretni škandal, ampak nasploh za nekredibilnost slovenske zunanje politike. Gospod Erjavec je zagotovo med prvimi, ki je za to odgovoren.